Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Povejte, ste zadovoljni in izpolnjeni? Ali ste ves čas na preži za naslednjim trenutkom in prežeti z nestrpnim pričakovanjem, kaj se bo zgodilo čez 1 uro, 2 dni, pol leta? Če želite, da vaše življenje preplavite občutek zadovoljstva in izpolnjenosti, potem se ustavite. Takoj zdaj. Ker življenje v vsem svojem žlahtnem pomenu se začne zdaj, ta trenutek. Ne verjamete? Potem prisluhnite strokovnjakinji, psihologinji, osebni in poslovni trenerki Miji Bone. Mija Bone, pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi, v našem podcastu. Povejte mi, kako ste? Hvala za vprašanje. Pravzaprav sem dobro, čeprav je za menoj ipak zelo gost in v resnici naporen teden. Ampak sem dobro predvsem zaradi tega, ker pod črto vem, da sem dala vse od sebe. Vem, da me čaka prijeten večer, da me čakajo prijetni dnevi. In ko pogledam nazaj, ugotavljam, da sem se tudi veliko naučila, predvsem v smislu lastne potrpežljivosti. Krasno, krasno. In hkrati tudi ena lepa iztočnica. Danes bi nekako govorili o tem dobrem počutju, oziroma da se imamo dobro, da smo v nekem ravnovesju, da uživamo v vsakem dnevu, v vsakem trenutku posebej. Ne? Vi to zelo intenzivno počnete in zavestno. Mija, povejte mi, ali je to od nekdaj tako, ali je bil kdaj kak prelomen trenutek, da ste nekako začeli bolj užiti življenje ali pa bolj zavestno živeti, ali je to že enostavno v vas? Zdaj, ko ste me tako vprašali, na hitro, ko sem razmišljala, če sem čisto iskrena, ni model neke moje razvojene osebnostne strukture. Zaradi tega, ker se mi zdi, da sem pravzaprav veliko časa preživela bodisi v prihodnosti, v smislu, kaj vse moram doseči, kaj me vse še čaka. In ugotavljam, da ko živimo v prihodnosti, zelo pogojujemo trenutno počutje. V smislu, ko dosežem to v prihodnosti, se bom lahko počutila recimo dobro. Prelomni trenutek je pravzaprav bil verjetno tam nekje po moji prvi resni službi, ko sem se odločila, da je čas za spremembo. Takrat sem delala v marketingu, kjer smo vedno lovili neke časovnice, razvijali različne zgodbe, predvsem ko smo ustvarjali reklame in pa neka sporočila za končnega uporabnika, torej za nas potrošnike. In se mi zdi, da mi je tisti življenjski slog vedno znova in znova nagovarjal, živi v prihodnosti, v tem trenutku še ni čas, da uživaš. In v tistem obdobju sem ugotovila, da sem domov prihajala, pa niti ne pozno, kot zelo utrujeno, nezadovoljno, nekako prazno in tisto željo, ko bo vikend, bom pa res. Bodi si se spočila, bodi si šla na nek izlet in seveda nikoli ni bilo tako. Tako da potem, ko sem se bolj osredotočila na psihologijo, ki je v osnovi na nek način tisto, kar sem tudi študirala, sem začela bolj zavestno delati tudi na tem, da sem čim bolj, da se seveda da, v trenutku. Torej, da takrat, ko zaznam nekje, predvsem fizični znak, ko me telo obvešča, da sem napeta, da si rečem, ok, kaj lahko storim, da sem tukaj in zdaj? Kaj lahko storim, da v bistvu začnem bolj uživati v tem, kar pravzaprav počnem? Krasno. Mija, torej je, zdaj tudi po vaših izkušnjah, vaši osebni izkušnji, pa sicer po vaših izkušnjah, po vašem delu z različnimi klienti, bi lahko rekli, da kaj je tisto, kar ljudi odmika od tukaj in zdaj, oziroma
od tega, da se imamo dobro, je v bistvu res to da smo z eno nogo v prihodnosti, ne, in z nekim večnim odlašanjem. Ali kaj bi vi rekli, kaj pod črto je največja rak rana nezadovoljstva pri ljudeh, pa neke neizživetosti, pa nekega tavanja oziroma nekega, kako reka, mentalnega, pa čustvenega, mlačnega bivanja, ali ne vem, kako naj se izrazim. Pravzaprav je res eden izmed glavnih elementov to, da odrasli, recimo več polovico svojega časa ne preživimo v sedanjosti. Bodisi tavamo po preteklosti ali hitimo nekam v prihodnost. Je res, da sodoben način življenja sicer ponuja veliko nekih priložnosti v smislu, da si lahko življenje olajšamo. Po drugi strani pa je za ta tehnologija, to, da smo več opravilni, lahko tudi velika potencialna past. Torej, da nismo v trenutku, da delamo 15 stvari istočasno, da v tem trenutku že razmišljam, kdaj je fino, da se odpravim recimo po otroka v vrtec, ker če grem 5 minut prepozno, bo moja pot namesto 10 minut trajala morda 30 minut, tega si ne morem privoščiti, čas je zelo pomemben. Torej, gre za to, da smo dejansko nekje v načrtovanju in da nam sodobni trenutek, torej ta trenutek, v katerem smo, vedno znova uide. In ko to poveževa z zadovoljstvom, vse študije kažejo, da se znamo biti v trenutku, to veliko doprinese k temu, da smo zadovoljni. In ko rečem, da smo zadovoljni in ko rečem, da smo v trenutku, to seveda pomeni, da znamo na polno biti v aktivnosti, ki jo v tem trenutku izvajamo. Ko znamo na polno biti v tej aktivnosti, ki jo v tem trenutku izvajamo, to pomeni, da smo osredotočeni, to pomeni, da uporabljamo vse svoje talente in potenciale, to pomeni, da smo v tem ravnovesju, kaj je naloga in kaj lahko uporabimo sami, torej samo iniciativno, da lahko nalogo uspešno izpeljemo. Ker seveda, ko nalogo uspešno izpeljemo, ker smo osredotočeni na nalogo, dobimo ta pozitiven feedback, da nam gre, kar spet sklene to čudovito zanko. Ko dobimo feedback, da nam gre, se dvigne samozavest, smo zadovoljni, smo izpolnjeni. Imamo nek občutek smisla, da pa spet tukaj, da je ta občutek smisla tudi tisto, kar zelo vpliva na zadovoljstvo. Torej, da najdemo to ravnovesje v tem, da vem, ta trenutek doprinese k zadovoljstvu in ta trenutek doprinese k temu reči, velikemu smislu, ki ga imamo v življenju. Ja, ampak vse to se vse zelo lepo sliši in zelo preprosto, ne? Ampak vendarle, zdaj, sploh če smo taki, da begamo, pa smo sploh več opravilni, kar je včasih smo se celo radi pohvalili s tem, zdaj pa je bolj, da o tem učimo, ne? Da smo multitaskamo. Mija, veste kaj, pa me zanima, vse to, mogoče je to banalno vprašanje, ampak se mi zdi pomembno, kako, enostavno se verjetno moramo naučiti biti v trenutku, da gremo iz tega bezljanja, da se ustavimo in da znamo, kak bi vi svetovali, da recimo, kaj ne bo nek tisti prvi korak, ki ga priporočati oziroma ki ga je dobro narediti, da bomo zavestno tukaj in zdaj in za večino je to težko, sploh ker smo avtomatizirani, ne? Imamo neke vzorce v glavi, vi pravite tudi, da se moramo da naučite oziroma ljudi, ki pridejo k vam, njihove možgane naučite znova živeti, ne? Dajte nam malo to razložiti. Če gremo najprej na začetek tega kompleksnega vprašanja, kako se dejansko izuči, da smo v trenutku, lahko dam recimo konkretno svoj primer. Ko sedim in delam za računalnikom, imam namenoma telefon ne samo na tiho,
ampak pravzaprav na ta sistem, na način letenja in telefon imam fizično v drugem prostoru. Predvsem zaradi tega, ker vem, ko delam za računalnikom in ko res vem, da potrebujem popolno osredotočenost, si enostavno v narekovajih ne smem privoščiti, da me moti 15 sporočil, WhatsApp, Viber, klasični SMS-i. Zaradi tega, ker saj res nas nekaj zmoti za mogoče 30 sekund. Treba se razumeti, da možgani potrebujejo približno od 5 do 10 minut, da ujamejo ritem, kaj so počeli prej. Kar pomeni, da se mene nekaj vrže iz tira za 30 sekund, ker samo mimogrede pogledam na telefon, kjer je nekaj zatiskalo. Jaz v resnici potrebujem dodatnih 10 minut, da sem tam nekje, kjer sem bila prej. Torej, v bistvu nek tak splošen trik je, da imamo urnik. To ne pomeni, da moramo biti tako disciplinirani, kot sem recimo jaz, da imam telefon celo v drugem prostoru. Včasih so ljudje potem zelo nesrečni, ker rečejo, Mija, 2 uri se nič ne oglasiš, nujno te rabiš. Ampak ponovno gre za to, da potem tudi ljudje vejo, da v določenem trenutku je Mija vedno zanesljiva, ker se vedno odzove. Morda jo ne dobim točno v tem trenutku, ampak vem, da se lahko na njo zanesem. Vem, da ko reče ob 6 se pokličem, da ob 6 to tudi bo. In se pa spet tukaj pravzaprav, pri nekem urniku, pri nekem načrtovanju, pri tem, da rečemo ne zunanjim pričakovanjem, zunanjim pritiskom, zunanjim tem željam, kaj bi morali. In sploh zdaj, ko več delamo od doma in smo doma vsi na kupu, in so želje otrok ponavadi drugačne od nas odraslih in so potrebe otrok drugačne od nas odraslih. Je pravzaprav imeti urnik. Kar pomeni, da se tudi otrokom glede na njihovo starost razloži, zdaj karikiram, od 10 do 12 potrebujem mir, potem bomo imeli 1 uro recimo za to, da imamo kosilo, pa se bomo malo igrali, potem bo očka prišel in bo z vama recimo 2 uri in jaz nadaljujem 2 uri z delom. Torej, v resnici gre za neko tako kombinatoriko. In jaz vedno znova pravim, urnik, kljub temu, da je preprost, je zlata vreden nasvet, zelo preprost nasvet, kjer pa smo seveda lahko fleksibilni. To ne pomeni, če nekaj na mojem urniku piše, da zadevo počnem ob 10 in če potrebujem 15 minut, da ob 10 recimo zapišem. Dodaten trik, da smo v trenutku, je to, da upeljemo kakšne krajše fizične vaje, to pomeni recimo, da vstanem, naredim 5 počepov, da v resnici poskrbimo tudi za fizično telo. To, kar sem rekla čisto na začetku, telo vedno znova sporoča, ko nismo In svojevrsten paradoks je, da ko smo da niti ne zaznavamo, da niti ne čutimo. Kar pomeni, da takrat, ko čutimo, da nas nekaj boli, takrat, ko smo žejni, takrat smo že čez tisto mejo, kjer bi pravzaprav morali za telo poskrbeti in ko skrbimo za telo, posredno skrbimo tudi za možgane. V boljši fizični kondiciji, kot smo, v boljši psihični kondiciji smo, bolj pripravljeni na stres, bolj pripravljeni na to, da nas neki izzivi bolj motivirajo, kot potencialno vržejo iz tira, kar pomeni, da smo v trenutku, recimo ena izmed mojih zelo ljubih vaj je tudi to, da si dovolim, da recimo 2 minuti delam nič, kar pomeni, da recimo vstanem, gledam skozi okno in si dovolim, da gledam. Opazujem radovedno, opazujem s to miselnostjo, kot da to delam prvič. In to je ena super vaja, da smo lahko v trenutku. In pravzaprav je to en tak prijazen, preprost balzam za dušo. Deluje vedno. Čudenja, ne? Tega vedno znova čudenja, ne? Tako, ker vidite, je vrsten paradoks, da bolj ko odraščamo, manj je priložnost za čudenje. Torej, če vzamemo primer 5-letnika, 3-letnice ali pa recimo najstnikov.
v tem obdobju je ogromno stvari, ki jih naredimo prvič in se čudimo. In so možgani radovedni in zaznavamo tiste najrazličnejše pozitivne čustvene odzive, kar je tudi vidno v sami kemijski reakciji. In potem, ko odraščamo, 100-krat naredimo eno in isto. Ni več naravno, organsko, toliko priložnosti za čudenje, kar pomeni, da je fino, da si jih ustvarimo, da se spomnimo in da si rečemo, kaj lahko danes naredim tako, kot da to delam prvič. Krasno. Preprost trik, zelo lep trik. Hkrati ne samo, da nas ustavi, ne? Ampak nam tudi in da se čudimo, nekaj spoznamo na novo, ampak tudi nek val hvaležnosti nas v takih momentih preplavi, ne? Tako je. V bistvu zdaj ste se dotaknili še enega zelo pomembnega elementa. Govorimo o zadovoljstvu. Če znamo na nek način udomačiti hvaležnost. To vpliva na občutek zadovoljstva, na ta občutek, da aktivno prispevam k temu, da je meni v življenju lepo in prijetno. Oziroma, naj izpostavim, da ko govorimo o zadovoljstvu, ko govorimo o tem, da mi je v življenju lepo, to ne pomeni avtomatično, da ni težkih trenutkov. To ne pomeni, da ni srečnih trenutkov. To ne pomeni, da ni konfliktov. Vse to je seveda prisotno, ker je to del življenja. Ampak tisti ljudje, ki so zadovoljni, lahko temu rečeva tudi psihična odpornost, lahko temu rečeva optimizem, kakršnokoli nalepko nalepimo, gre za to, da ta skupina ljudi ima boljše mehanizme, da iz teh težkih trenutkov zmašni vse potegniti in pa temu reči učno lekcijo in najti pot iz tega, da so spet lahko v nekem najprej neutralnem obdobju, v nekem neutralnem občutku in potem seveda postopoma v občutku nekega zadovoljstva. Kar seveda pomeni, da lahko hvaležnost, če greva zdaj na začetek tega vprašanja, treniramo preprosto tako, da recimo zvečer, ko si ščetkamo zobe ali pa ko smo v postelji, sebi zastavimo v osnovi zelo preprosto vprašanje in to je, kaj je tisto, na kar sem danes pri sebi ponosen oziroma ponosna. Torej, da iščemo nekaj, kar je bilo pozitivno in da ko to najdemo, da si rečemo, za to sem hvaležna oziroma hvaležen. Ponovno, tudi če je bil slab dan, tudi če je bil zelo naporen dan, še vedno je osnovni fokus, kaj je tisto, kar je bilo danes dobro. Kot čisto na začetku, ko ste me vprašali, kako sem, da ste bili pozorni, da sem v bistvu naredila točno to. Naporen teden, zahteven teden, gost teden, ampak po črto, sem v resnici zadovoljna, ker sem ga izpeljala in ker sem se kar nekaj stvari naučila in ker vem, da v tem trenutku lahko v tem uživam. Tako uživati v vseh odtenkih življenja, ne? Tako, tudi tisto pride, nekaj, kar je izziv. Je prvi občutek, ali bo šlo, ampak potem to misel tako nadomestim s tem notranjim monologom, seveda, da bo šlo, zanesi se nase, znaš. To, kar si že dokazala, da se znajdeš, tudi to, kar se boš. Torej, ta pomemben del je tudi, da znamo govoriti sami s seboj na tak posuten način. Torej, bodimo motivatorji samemu sebi. To je tisto, kar včasih pozabimo. Zelo preprosto je spodbujati druge, na sebe pa včasih pozabimo. In zaradi tega pravim, fino je včasih imeti tudi kakšen stavek, ki ga izrečemo takrat, ko se nam zdi, stvari ne grejo, kot si želimo, stvari grejo zelo narobe, ne bo šlo in takrat takoj to nadomestimo z nekim svojim pozitivnim motom, recimo, ki ga imamo. Ja. Zelo fajn. Mija, dajva se tule vmes ste tako zelo dobro povedali, pa se mi zdi pomembno,
Omenili ste ta nevtralen položaj oziroma ta nek nevtralen odnos do situacije. To v bistvu je to ključen moment v nekem vzpostavljanju nekega odnosa zadovoljstva oziroma občutja zadovoljstva. Na to nevtralnost mi zelo gremo ali samo izredno pozitivno ali pa izredno negativnost. Tega ravnovesja nekako nam pa vedno nekako uide oziroma ga spregledamo. Ampak ta nevtralnost je zelo pomembna, je? Točno tako, recimo Shakespeare je rekel v nekem čisto drugem kontekstu. Ni bil psiholog, ni se ukvarjal z duševnim zdravjem. On je rekel, da nič ni dobro, ne slabo, le misel dela ga tako. Torej to pomeni, da mi zelo hitro nalepimo to nalepko dobro, slabo, samozavestno, sramežljivo, dober dan, slab dan, problem, wow, šlo je, zmaga, poraz. In recimo jaz tukaj zelo rada pripeljem notri svojo izkušnjo iz Amerike. Tisto, kar so recimo meni Američani dali, je, da je delati napake čisto v redu, ker to pomeni, da se učimo. Namreč iz svojega otroštva se spomnim, iz šolskega sistema, da je napaka, vsaj za mene, pomenila nekaj, kar bi me moralo biti skoraj sram. In se mi zdi, da v našem kulturnem prostoru še vedno napake vidimo kot nekaj zelo slabega. Kar pomeni, da smo vedno tako, da smo vedno ali je dobro, ali je slabo. In življenje je pa pravzaprav nekaj vmes. In to, da smo lahko v nevtralnem stanju, je najboljša prva pomoč takrat, ko bi potencialno lahko bili v negativnem stanju. Torej, da uporabiva vse tiste stvari, o katerih smo govorili prej, o notranjem nekem monologu, da smo osredotočeni na to, kar se je zgodilo in to vzamemo kot povratno sporočilo, kaj lahko naslednjič naredimo boljše. Da tako pridemo v to stanje. In ja, nevtralno stanje je pravzaprav stanje, je tudi zelo prijetno, ker v tem nevtralnem stanju tudi gladko na nekaj teče. Torej, nevtralno stanje ne pomeni, da smo ekstatični, da smo zelo srečni, da smo zadovoljni, da kričimo od navdušenja. Nevtralno stanje pomeni tisto ravnovesje, kot sem tudi že omenila, med zahtevami in tem notranjim občutkom, da to zmorem. Ja, nevtralno stanje je tudi nekaj, kar bi bilo fino, da kultiviramo predvsem v zavedanju, da tako se počutim in wow, v redu je. Tako, sploh ne poznamo oziroma ne znamo komunicirati s svojimi notranjimi občutki, tako negativnimi, pozitivne nekako še spustimo skozi, ampak z negativnimi pa ali jih potlačimo, ali jih, res čisto negiramo, nikoli pa od njih ne prevzimamo informacij, ne? So pomemben kompas. Zelo pomemben kompas. V bistvu, tako kot ste lepo nastavili, ko so neka negativna čustva, je to znak, kaj je narobe, česa ne delam prav, kaj je napaka v sistemu. In se od tega v bistvu tako odmikamo, da se tega ne želimo čisto dotakniti. Če smo radovedni, pa to lahko vzamemo res kot feedback, kot kompas. Kaj je tam, kar mi ne ustreza? Kaj je tam, kar je potencialno pod mojim nadzorom, da lahko naslednjič spremenim? Recimo ravno danes je bil tak primer, imela sem nek sestanek in veste, vsi ga virtualno odpremo z živjo, kako ste, in vsak reče dobro. In potem je ena gospodična rekla, mislim, da še nikoli nisem slišala, da bi nekdo rekel, da ni dobro. In potem smo debatirali točno na to temo, da v bistvu sploh, ko nismo v nekem varnem okolju, torej ko nismo med prijatelji, ko nismo v
družinskem krogu, da si ne upamo priznati, da nismo dobro, ker potem je kar naenkrat pritisk na drugi strani, da imajo ljudje občutek, ojoj, kako naj zdaj to rešim, ojoj, kaj se s to osebo dogaja. In je nek pritisk družbe, vedno bolj in bolj, da moramo, namenoma se uporablja besedo, moramo vsi biti lepi, zadovoljni, uspešni, z vzgojenimi in ambicioznimi otroci, ki so po možnosti že prvaki v svojem športu, z odličnimi ocenami in veliko prijateljev. Torej, je ta pritisk, ki ga zaznavamo v družbi vedno bolj, da je edina prava pot to, da smo ves čas srečni, kar pa tudi seveda je nek svojevrsten paradoks. Ja. Tudi zaradi tega, ker če smo ves čas srečni, potem potrebujemo nekaj, kar je nad srečo, ker če smo ves čas srečni, bo ta občutek sreče kar naenkrat to, kar danes zaznavamo kot nevtralno stanje. Tako da sreča je tudi nekaj, kar je dobro, da ni ves čas. Jaz dam tukaj vedno znova primer, recimo po zimi, ko nas zebe in ko pridemo domov in recimo se postavimo pred kamin, je super, ker je ogenj topel. Ampak če spimo zelo dolgo časa pred ognjem, ogenj postane vroč in ni več prijetno. Ja. Tako da vse v meri pravščosti, se mi zdi, da je rekel nekdo. Tako. V tem ravnovesju nekem. Tak je najbolje, ne? Mija, to bi že nekako, to zdaj mi ugotavljamo, zdaj mi to zaveščamo, ko smo v bistvu že odrasli, ne? Ampak vi ste rekli, ste super rekli, to bi bilo treba že privzgajati otrokom, ne? Nekako v šolske programe uvajati ene te občutke, da si nekako ustvarjamo življenje, v katerem se počutimo dobro, smo zadovoljni. Vi ste tudi avtorica zbirk za otroke, Zdravilne zgodbice, ne? Tako. Tam v teh zgodbicah je predvsem ideja, da otrokom skozi zgodbice pomagamo pri reševanju nekih razvojnih izzivov. Treba je vedeti, da vsako obdobje ima svoje razvojne izzive, recimo, če govorimo tukaj o malčkih, za njih je izziv po noči spati v temi in v svoji postelji, potem recimo kako jih v vrtec. In tukaj skozi zgodbice pravzaprav otroci dobijo neko idejo, kako lahko sami to razrešijo. In najbolj pomemben, najbolj dragocen del se mi zdi, je ta občutek, da vedo, da niso v tej zagatah čisto sami. Tako da se strinjam, da je tudi že na področju vzgoje fino vpeljati to, da si vzamemo čas. To ne pomeni, da si vzamemo 15 ur časa za otroke na dan. Ponovno zaradi tega, ker smo vsi vpeti v moderni način življenja in tako danes pač povprečno ne gre. Ampak recimo, če greva spet nazaj na tisti urnik in v naši družini velja, da od 3 do pol 5 se skupaj igramo, je pomembno, da temu sledimo. Zaradi tega, ker se to vsak dan zgodi, kljub temu, da otrok ve, da ne bi se skupaj igrali, da se ne bomo skupaj igrali, potem otroku sporočamo, mislim, pomembno je so druge stvari. In včasih je fino dejansko urnik sestaviti tako, da zapišemo konkretno urice za igranje in imamo zmenek sami s seboj oziroma svojim otrokom. Ker se je to v urniku in to dejansko vidimo, potem nismo v skušnjavi, da v tisto časovnico zbašamo nekaj drugega. Ker imamo zelo dober legitimen razlog, da rečemo, nimam časa, ker imam druge neke aktivnosti in to je tisto čudovito igranje, ki ga otroci v bistvu zelo cenijo.
Zaradi tega pravim, ni potrebno 10-15 ur na dan, ampak tudi, če je to 2 uri, ura in pol, naj bo to res za otroka, kar pomeni, da smo tam za otroke, ne da gledamo na telefone in zraven odgovarjamo še na službene stvari. Ja, če je treba odgovoriti popoldne, lahko to naredimo ob 7, da si rezerviramo spet v urniku, recimo pol ure, ampak to je spet tista disciplina, o kateri smo govorili na začetku. In to ravnovesje, drugače smo razpršeni na 100 koncev in nič ne naredimo, kljub temu, da ves čas nekaj počnemo. Ja. In bezljamo. In spet nismo tukaj in zdaj, ne? Tako. Mija, kaj bi rekli ljudem, ki so recimo ves čas godrnjajo, ki so taki namrgodeni, ker se kar naprej nekaj pritožujejo, ker jim kar naprej nekaj manjka, pa življenje jim je, ne vem, naporno, pa niso rojeni pod srečno zvezdo, pa itak nimajo na nič vpliv. Poznam take, Maja. Ja, poznamo vsi. Absolutno poznamo. Ja. Pri takih je treba biti v resnici malo pazljiv, oziroma moj dedek bi rekel, bodi politična. Aha. Torej to pomeni, da je smiselno, da jih slišimo v tem godrnjanju, v tem njihovem godrnanju, v smislu, da niso zadovoljni. Ker če bi takoj rekli, to ni res, kaj lahko spremeniš, bojo še bolj potrdili, da nimajo vpliva na nič. Ja. Jaz pravzaprav tukaj tako mimo grede potem navržem neko tako vprašanje v smislu, če bi lahko, ker vem, da ne moreš, kaj je tisto, kar bi danes recimo naredil oziroma naredila drugače? In potem začnejo razmišljati, ker sem jim dala potrditev, da itak ne morejo. Bravo. Ampak potem najdejo par idej in potem sem predrzna in rečem, kaj pa če bi to skusil oziroma poskusila? Bravo. Pravite. Deluje, preverjeno. Ja. In potem začnejo razmišljati in potem se ujamejo v tem, da so malo že sebe znegirali. Ja, zelo dobro. Zelo dobro. Ja, točno to. Lepo ste povzeli. V resnici je tle ta psihološki trik, kaj se zgodi potem, ko malo se zmedemo možgane, ko ponudimo mogoče tam potencialno lučko na koncu. Ja. In se pokaže rešitev. Krasno, Mija. Tako. Mija, moto naših podcastov je nekako vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Vi ste taka res sončna, navdihujoča oseba. Užitek se je bilo z vami pogovarjati. Me zanima, kaj vas v življenju navdihuje in vam razpira krila? Jaz uživate v svojem delu? Kaj še? Absolutno. Uživam v svojem delu, res. Veliko ljudi, ki rečejo, moja služba ni okej. Jaz uživam v svojem delu. Resnično, moje delo mi omogoča, da spoznavam čudovite ljudi in to, kar me napolnjuje, je, da vidim, kako ljudje začnejo graditi svojo pot k temu, da njihovo življenje postane bolj polno. V smislu, da postajajo boljša verzija samih sebe. Navdihuje me tudi seveda otroški smeh. Otroci so čudoviti. Neverjetno, kako nas obožajo, kako nas napolnijo. Navdihuje me tudi to, da si zdaj večkrat dovolim, in zdaj bom uporabljala to nalepko, ki jo poznamo, lenariti. Čeprav svoje lenarjenje zdaj bolj preusmerim v to, da je to aktivna neaktivnost. Rada potujem, rada prebiram knjige. In to, kar me v bistvu najbolj polni, je, da si dovolim biti radovedna in da si zdaj dovolim, upam povedati, da tega pa ne vem, tega pa ne razumem. Povej mi ponovno. In ugotavljam, da me navdihuje potem, kako so ljudje pripravljeni pomagati, razložiti, kako energija,
na nek način speče, ko smo odkriti. To so te stvari na hitro, ki me navdihujejo. Več podkastov Večer v živo in več o dogodkih Večer v živo si lahko preberete na spletnem naslovu www.večer.com/v-živo in na Facebook strani Večer v živo. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman, srčno in srečno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.